Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Petkovo popoldne pa začenjamo s 5. krogom Prve lige Telekom Slovenije v športnem parku v Šiški na stadionu Žaka v Ljubljani. Pa se bosta pomerila domača ekipa Brava ter njihovi gosti ekipa Aluminija iz Kidričevega. Priložnost za predložek Andraža Kirma, Kirem v kazenski prostor, izbijajo gostje, pa hitro pri žogi Ibrahim Arafat Mesak, žoga leti mimo vrat. 19 strelov s kota je opravil Andraž Kirm, danes je torej znova na tem delovnem mestu, strel z glavo ob njegovih obrambnih nalogah, tako da je Slobodan Grubor lahko zadovoljen z njegovo delovno vnemo. No, tukaj pa zdaj morda kakšna obetavnejša akcija in prvič je moral bolj resno se lotiti vsega skupaj Igor Vekić. Po vsakem odigranem krogu je na voljo v naših dnevno informativnih oddajah. Zdaj pa akcija Aluminija in sjajna parada zdaj Vekića. Preveč je igralcev Aluminija že v 16-metrskem prostoru, prenos žoge na desno stran, strel proti vratom in na drugi strani zdaj obramba Ježikoviča. Križan je bil tisti, ki je z glavo. Slabši favoriti oziroma slabši nasprotniki na papirju, da se tako pravilno izrazim, lahko sila nevarni. In to smo videli. No, zdaj pa akcija Aluminija in Luka Štor. 4. gol v letošnjem prvenstvu za napadalca Aluminija in gostje vodijo z 1-0. Lepo izveden napad. Poglejmo še enkrat. Ja, Dejan Petrović pa je tako lepo zavrtinčil žogo, ki je letela naravnost na glavo. No, lani torej goli Luke Štora zabil je, no zdaj pa akcija, tam je bil Jure Matjašič, 26-letni nogometaš, pa zdaj takoj je sprožil Matjašič, pa znova Matjašič, Vrbanec in ostaja pri 0-1. Žoga je našla Krajnca, lepa podaja Martinoviča ob outliniji. Krajnc, Matjašič in na mestu Jakšič. Akcija in mimo gola. Nukić je želel z lepo finto mimo Marija Horvata, pa zdaj še vedno Mesa. Ja, atraktivno se skozi. Zdaj pa grob prekršek in prestrogo, samo pogledajte, Vrbanec na to pa tako očitno dobesedno pred nosom stranskega sodnika je tole neumno storil Amuzi in seveda Mandarić, garderoba in trener Barišić. No, zdaj pa Luka Štor, ali lahko seveda Aluminij morda z igralcem manj pride celo do povišanja na 2-0, ne. Ja, velika sopara. Najprej bi čestitev nasprotniku za zmago. Zasluženo. Res je, da je bilo malo tempa glih zaradi te velike vročine in pripričan sem, da ki je dal prvi gol ali pa ki bi ga dal, je bilo skoraj jasno, da bo na koncu zmagal. Oni toliko izkušeni, da so znali tekmo od tiste, ne vem, od 55 minute ali kdaj naprej pripela do konca z zavlačevanjem, mislim, normalno stvar, ki bi jih tudi mi posluževali v takih pogojih, da bi bilo čim manj tempa, tako da zaslužena zmaga Aluminija, mi pa bomo iskali pike na naslednji teden. Da, teški uvjeti za igru, vidjeli ste i sami, pripremili smo se za takve uvjete, dečki su odradili taktički utakmicu fenomenalno, tokom cijele utakmice mislim da smo bili bolji protivnik i zasluženo osvojili 3 boda.